bolniki s boleznimi srca in žilja so v Sloveniji številni in ponavadi gre za starejši ljudi, zato je tudi med njimi več okužb. Ob začetku epidemije z virusom SARS-CoV-2 so se pojavile nekatere teorije, da je zdravljenje s temeljnimi zdravili za srčno-žilne bolezni lahko v bistvu škodljivo. V tem kontekstu, ker je receptor za pritrjevanje virusa v celico enak kot za ta zdravila in se je menilo, da so ti bolniki bolj podvrženi okužbi in da je pri njih tudi potek bolezni težji. Zaradi tega so v nekaterih državah nekateri bolniki celo prenehali jemati zdravila. Poznaj se je seveda izkazalo, da to ni res in zato je prvi nasvet za te bolnike naj ne prenehajo jemati zdravil, ki so jih dobili svetovane se strani zdravnika. Torej, farmakološka terapija mora ostati enaka in če pride do kakšnekoli spremembe v počutju, se treba posvetovati glede tega z zdravnikom oziroma z nekom, ki lahko utemeljeno svetuje glede sprememb zdravljenja. Med epidemijo smo opazili tudi, kar je človeško in naravno, da so ljudje upoštevali omejevanje stikov. S tem tudi omejevanje stikov z zdravstvenim sistemom, tudi če je prišlo do kakšnih težav. Posledično smo videli, vsaj v kardiologiji, da je bilo manj bolnikov, ki so prišli v bolnišnico zaradi infarkta srca. Hkrati pa smo opazili, da so infarkti potekali bolj zapleteno. Torej, z drugimi besedami, če imate znake bolezni, še posebej, če se ti razvijajo akutno, potem je treba to vzeti resno in je potrebno iskati stik z zdravniško službo pravočasno, da ne pride do nepopravljivih ali celo usodnih posledic. Torej, če pa bolniki s srčno-žilnimi boleznimi pridejo v bolnišnico, kot je že dr. Palprej povedal, je potek v povprečju lahko težji zaradi sočasnih kroničnih bolezni. In tudi pri bolnikih v bolnišnicah opažamo nekatere specifične učinke na srčno-žilni sistem, kjer bi v prvi meri izpostavil tromboze. Torej, zdi se, da je zelo naudarovan endotel žilja, ki je odgovoren potem za nastajanje strdkov v žilah, ki lahko povzroča razne zaplete, od preprostih, kot so venske tromboze recimo v nogah, do potencialno smrtnih, kot so, če ti strdki napredujejo v pljuča ali pa se pojavijo v arterijskem sistemu in zamašijo arterije za možgane in lahko pride tudi do fatalnih možganskih bolezni. Torej, ta del je treba vzeti zelo resno in tudi v bolnišnici velja, da vsi bolniki prejemajo vsaj profilaktično, če ne terapevtsko zdravljenje z ustreznimi zdravili. V bolnišnici smo opažali manj direktnih učinkov virusa na srce, torej pri predhodno zdravih osebah ali pa tudi pri osebah z predhodnimi srčno-žilnimi obolenji. Imeli smo nekaj primerov vnetja srčne mišice ali pa vnetja srčne ovojnice, ampak to ni tako pogosto. Se pa lahko pojavlja, ne smemo na to pozabiti. Upamo, da bomo bolnike lahko po uspešnem zdravljenju tudi odpustili iz bolnišnice, ampak s tem se ne konča zgodba srčno-žilnega sistema. Tisto, kar pa pogosto sedaj opažamo, so pa zapleti po bolezni COVID. In tukaj je srčno-žilni sistem zopet zelo nadarjen, v prvi vrsti so tudi tromboze. Torej, na tromboze mora biti pozorni tako v bolnišnici, kot tudi bolniki, ko so doma in najbolj pogosto mesto za tromboze so še vedno spodnje okončine, torej nepojasnjeno odtekanje predvsem ene spodnje okončine, ki je lahko boleča, ne boleče, še posebej, če spremljajo s težkim dihanjem, ker to pomeni, da je prišlo do mobilizacije trombov v pljučne žile, pa je nekaj, kar mora sprožiti ustrezen odgovor pri posamezniku, torej da išče neki kontakt z zdravstveno službo. Torej, epidemija COVID-19 je postavila številne izzive pred vse prebivalce Slovenije in tudi Pomurja, tako tudi pred zdravstveni sistem, zato ker smo morali sprejeti nove normative. Ne glede pregledov samih, ampak glede priprave na preglede. Torej, imamo nove standarde nove higienske standarde, ki podaljšajo čas priprave na pregled bolnika. Pregled samega bolnika je več ostal enak, ampak efektivno to pomeni, da mi lahko na ambulanto pregledamo manj bolnikov.
Torej se s tem avtomatsko zmanjša dostopnost do zdravstvene službe. Ne smemo pa pozabiti tudi tega, da so bili v zdravstveno oskrbo bolnikov sedaj vključeni vsi profili, ne glede na specialnost, torej vsi medicinski profili, in pa tudi prostovoljci drugod, kar je pomenilo, da je prišlo do premikov med delovišči. In to je pa drugi razlog, zakaj je dostopnost do zdravstvenega sistema, predvsem za kronične bolnike in pa za neakutne obravnave, postala zelo omejena. Zdaj se ta situacija seveda nekoliko popravlja, ampak škoda je že narejena, torej čas, v katerem nismo mogli upravljati načrtovanih storitev, je bil zelo dolg in sedaj moramo stremeti k temu, da to nadoknadimo, kolikor je le možno in kakor hitro je možno. Seveda pa tudi za obravnavo teh bolnikov, ki so bili v bolnišnici, smo morali najti neke rešitve. Torej, ko smo bolnike odpuščali domov, smo se trudili čim bolj specificirati protokole za ukrepanje doma, tako da smo na nek način še bolj se trudili opolnomočiti bolnike njihove svojce za vodenje predvsem kroničnih bolezni. Druga možnost, ki se je sedaj pojavila kot zelo aktualna, se je bila živa že prej, ampak v Sloveniji mogoče nekoliko manj, je pa uporaba informacijskih tehnologij. Torej, v današnjem svetu je pravzaprav škoda, da ne izkoriščamo več samih možnosti uporabe, ker vsak že ima vsaj v mlajših generacijah pametni telefon. Je pa res, da so bolniki s kroničnimi boleznimi ponavadi starejši in da pri njih tega mogoče ni toliko, ampak vseeno. Ena konkretna možnost je telemedicina. Torej, da se z bolnikom včasih tudi vidimo, ali pa vsaj, da lahko bolnik pošlje podatke, ki si jih sami izmeri, recimo krvni tlak, srčna frekvenca, telesna teža, karkoli drugega, lahko tudi EKG posnetek v zdravstveni sistem, kjer nekdo to pogleda in če karkoli narobe, se sproži algoritem ukrepanja in se potem tudi bolnika ustrezno obravnava. Torej, to je nekaj, kar bomo prav gotovo morali še bolj izkoriščati v prihodnosti in telemedicina posega na številna področja medicine, med drugim tudi na rehabilitacijo. Torej, da bodo lahko bolniki opravljali rehabilitacijo, ki se da opravljajo bodisi v zdravilišču ali pa v bolnišnici, vsaj do neke mere izvajali tudi doma. Seveda je za vse to potrebno tudi opolnomočenje bolnikov in svojcev, ki zajema najprej izobraževanje, potem pa, da bolnike naučimo izvajati neke aktivnosti in potem pa tudi interpretirati rezultate, ampak o tem bo več govora kasneje. Imamo pa v Murski Soboti vse za nekatera področja to lepo urejeno in verjamem, da bo